Ker recimo nekaj časa nazaj sem sledil eno raziskavo, ki so delali z ameriškimi nogometaši, primerjavo. In ena skupina je delala v bistvu klasičen metabolni trening, da mu reči neke stvari, neke ponovitve, brez tega, da so dali pozornost dihanju. In oni so naredili, recimo po testiranje bo tako, da so pač delali intervale, delali so intervale 40 metrov šprinta, maksimalnega šprinta, po izdihu. Okay? In zdrži sapo 40 metrov. Okay? In so gledali, koliko sekund v bistvu sploh tečejo. In ko je njihova intenzivnost, se pravi, recimo, da so tekli, 10 sekund so, zmišljujem se zdaj, ja, da bo lažje za preračunati, je pa intenzivnost padla na 85%, se pravi, ko so tekli 8,5 sekund ali manj, je v bistvu njihova meja bila. Okay? Se pravi, so v bistvu, da moramo reči, je test prekinjen, zato ko so se spustili pod 85% intenzivnosti. Okay? In ta skupina, recimo, ki ni upoštevala dihanja, je, ne vem, recimo 2 meseca trenirala z nekimi takimi klasičnimi krožnimi vadbami in tako naprej, so iz 9,1 intervalov, ki so jih lahko naredili, do upada 85%, so prišli na 10. Zelo nežno izboljšanje. Sicer nekaj se spremenili, nekaj so delali, nekaj se spremenili, ampak spet ne tako hudo, kar lahko na drugi strani naredimo s tem, da bi sapo zdržali, ja, in bi tudi upoštevali, kaj se dogaja, se pravi, uporabljamo tudi pulzni oksimeter, se pravi, kakšna je saturacija, da želimo saturacijo pretirano spuščati. In recimo, če upoštevamo, da vdih narediš, izdih narediš, pa narediš sprint maksimalen, in če to v bistvu neke intervale delaš namensko, da bi enkrat, dvakrat na teden, lahko pričakuješ do 6% izboljšanje, kar pomeni, če so, ne vem, spet začeli na 9,1, so prišli pa na 15, približno. Samo s tem, da zadržiš dih in fizično. Tako, in to je lahko, 5 minut treninga, kar tako že šprinte delajo, samo v bistvu namensko delajo take šprinte. Kaj pa recimo ko zadržijo vdih, je pa to normalno dihanje ali je kakšna hiperventilacija? Ker recimo v Wim Hof vem, da ima tudi to, da se pač prvo navdihaš, hiperventilacija, prvo zadržiš dih in potem on ima to vajo, da delaš sklece, ne? In ljudje ful napredujejo pri tem, ker sem bral recimo njegovo knjigo, pa poznam njegove dele, tudi ful napredovanje. Ne? Kaj pa recimo tle pri tebi, oziroma ta metoda, ali je samo normalno dihanje, pa zadržiš, pa odtečeš? Deva kje v osnovi ločati v bistvu, recimo Wim Hof, pa da ne bo pomota, da je zato totalno izolirano, ampak če mečkaj poskušamo ločati, Wim Hof je metoda, ki v bistvu zelo zniža CO2. Okay? Sprav veliko ga izdihneš. Sprav je hipokapnična, če to poznate izraza, če ti je to blizu. Sprav, da ne bom preveč kompliciral. In manj CO2. Okay? Pa hočeš več kisika spraviti v sistem. Sprav, kisik povozi CO2 na nek način. Okay? To pri športu se skoraj nikoli ne zgodi. Ti ima zmeraj višjih CO2. Okay? Kaj ga moraš izdihati nekako. In zdaj razlika je v tem, da recimo Wim Hof poudarja kisik, ja? Klej pa rekel, da poskušamo poudarjati s tem zadrževanjem po izdihu, ja? Hočemo poudarjati CO2. Ja, sem drugi ekstrem, da je lažje razumljivo. Seveda pol ta prehajanje vmes je možen, ampak drugi ekstrem. In tudi recimo po nekem takem šprintu bi hotel, pač, recimo, da je tole vdih, izdih, pač praktično lahko pokažem primer, ki ga lahko tudi dolgo še športnik uporabi, seveda, če ni preopremljen, pa nima visokega pritiska, ni noseč in tako naprej. Se pravi, vdih, izdih, narediš 40 metrov šprint. Zdaj včasih delamo, če ne delamo to, da je s kakšnimi tekači, kakorkoli, če ni to zdaj šport, ki vsebuje tek, ljudi dam na airbike, recimo. Pa ga 5 sekundni šprint, pač maksimalno. Se pravi, vdih, izdih, 5 sekundni šprint. Okay? Pa potem vdih, ja, spet nočeš iti v maksimalno. Hočeš v bistvu malo represirati, hočeš biti bolj domač s CO2, bolj domač s tem pritiskom, ki nastaja v telesu. Ker to se pri športu dogaja. Dogaja se to, da ti lahko dihaš takole. Ja, oziroma pač, da je neskončen pritisk, oziroma hočeš pritisk regulirati. To pomeni tudi, prepona, pri kateri se bo premikala, to bo v bistvu resonanco tudi v srcu ustvarjalo, se tudi srce hitreje bije zaradi tega. Okay? Vse se v bistvu hitreje dogaja v telesu. Tudi prepona bolj, ko bo nežno dihala, oziroma bolj mirno, kar ne pomeni, da se nikoli ne premika takole, ampak bolj, ko bo mirno, tudi srce bo bolj mirno zgoraj ostalo. In tako je po v bistvu v tem zadrževanju, se pravi še enkrat vdih, izdih, 40 metrov šprint, 5 sekund šprint, ja? Vdihneš, pa ta dvojni izdih včasih pride, da vse malo zreguliraš CO2, da ga ni preveč, ker se lahko zgodi to, ponekod. Ja? In hočeš čim hitreje, se pravi, izdihati, ja? pa čim hitreje v bistvu dihanje spet. Če to izdihneš pred šprintom ali po šprintu? Še enkrat povem, se pravi, vdih, izdih pred šprintom. 5 sekundni šprint. Okay? Potem je vdih, več CO2, da mejhan v bistvu vse zbalansiraš, ker začinu ljudi to lahko pred CO2. Okay?
Pa naprej Pa potem je normalno. vodim izdihu, probaš v bistvu čim hitrejš Krvavo, dihanje zanimivo. zreducirati, okay? Sprav spet se naučiti na CO2, pa spet nekje po 30 sekundah vdih, izdih, spet 5 sekund šprint. In recimo, če narediš neko ciklizacijo, če bi govoril tudi o ponovitvah, pa serijah, če boš naredil na 2 dni, recimo to, ali pa 2-krat na teden za začetek, boš za začetek bo kakšen koristil samo 1-krat na teden, bo naredil vdih, izdih, zdržal do maksimuma, ne vem, za prvi teden 6 intervalov, drugi teden 7 intervalov, ne vem, tretji teden 8 intervalov, pa potem četrti teden spet, ne vem, 6 intervalov, se pravi, naredil neko valovito ciklizacijo. Mu bo to že pomagalo, da eventualno že po enem mesecu kar konkretno dvigne ponovljivost šprintov, se pravi nekih maksimalnih gibanj, ne samo šprintov, skokov, kakorkoli, do 60% brez da bi karkoli drugega prečno delo, ob tem, da pač že nekaj dela. In to je par minut v bistvu treninga, ki ga lahko vplete znotraj tistega treninga, kar počne. Lahko se socializacijsko naredi, ne vem, pri moški odbojki se to pač da, ne vem, z neko ponovljivost žog, nekih drilov bi lahko rekel, se da to vplesti eventualno, pri kolesarjih pa so na kolesu. Zakaj bi z njim tekel? Ne vidim, to je tisto, kar sem rekel, poskušam čim boljšo aplikacijo, da je tisto, kar počne, poskušam takoj integrirati, ne iti ven iz tega. Ne želim, ne vem, košarkara učiti olimpijskega dvigovanja, to je drug šport. Ne želim preč, pa splošiti športnika, pa porata bo prečen.